Na srednji šoli Veno Pilon sem se naučila, da se s trudom in vztrajnostjo lahko veliko doseže. Ne, tudi moj prehod iz osnovne v srednjo šolo ni bil enostaven. Zaradi odlične učiteljice matematike sem začuda vzljubila tudi ta predmet in zaradi vzpodbude profesorja športne vzgoje opravila tečaj za učiteljico smučanja. Nenazadnje sem na srednji šoli Veno Pilon dobila najboljšo prijateljico, s katero sva še danes neločljivi. Ampak predvsem se spomnim zelo spoštljivega odnosa, ki so ga imeli profesorji do nas dijakov. Takrat sem imel dejansko občutek, da so profesorji tam zaradi nas in ne obratno. In to mi je meni v tistih letih najstniških največ pomenilo. To, da sem se počutil sprejetega. Ja, jaz na tej srednji šoli sem se naučila interpretacije in javnega nastopanja, ker to so v bistvu dve stvari, ki mi nikoli niso šle. In tam sem bila pa prisiljena nastopiti in moram priznati, da mi v tem trenutku to pride tako zelo prav, da mi je dosti olajšalo, no. Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina mi je dala predvsem čudovite izkušnje in pozitivne ljudi, ki prihajajo ne samo iz Ajdovščine, temveč iz vseh tistih majhnih vasi v obrobju. Gre za take pristne, preproste, domače sošolce, sošolke, profesorje, profesorice. Na dijaški dom v Ajdovščini imam prekrasne spomine, ker je v bistvu bil to moj drugi dom in vzgojiteljica Sonja, moja druga mama. Ko se spomnim na vse trenutke, ki sem jih preživela tam, če bi se lahko še enkrat odločila, bi se enako odločila. Srednja šola Veno Pilon mi je predvsem dala pogoje za to, da sem počasi razumel, kaj si v življenju želim. Kaj želim postati in kaj želim dejansko narediti sam s seboj. Predvsem mi je omogočila, da sem pridobil določena znanja, ki sem jih kasneje tudi v nadaljnjem študiju dodobra lahko znal izkoristiti. In prav v srednji šoli smo dobili tako čudovite temelje, ki še danes nam pomagajo, vsaj meni osebno, da osebnostno in tudi poklicno rastem. Srednja šola na koncu ni vplivala na odločitev mojega poklica, mi je pa dala zelo veliko znanja, kar se tiče vzgoje otrok. Sama imam 2 fanta in mislim, da je zelo pozitivno vplivala na vzgojo otrok. Ja, šolanje na tej šoli nima nekaj vpliva trenutno na mojo poklicno pot, ker sem šla v šport. Tako da se pa nikoli ne ve, no. Življenje je še dolgo, tako da lahko da bom pa na koncu opravljala to, za kar sem se šolala. Lahko bi rekla, da so se prvi koraki v smeri novinarskega poklica zgodili prav na srednji šoli Veno Pilon v Ajdovščini. Takratni ravnatelj je namreč odobril mojo idejo o tem, da bi skupaj z drugimi dijaki ustvarjala šolsko oddajo Zadnja klop na lokalnem radiju. Pod mentorstvom učiteljice oziroma profesorice slovenščine sem se tako prvič zares srečala z novinarskim poklicem, ki mi je postal tako zelo všeč, da to delo še danes opravljam na televiziji Slovenija.